Najprej bi vas rad vse skupaj prav lepo pozdravil v imenu Državnega sveta Republike Slovenije in v svojem lastnem imenu. Gre za prvi obisk delegacije Državnega sveta tukaj v Porabju v zadnjem času, zame osebno pa tudi za prvi prestop meje Republike Madžarske. Žal in s kančkom sramu moram povedati, da sem si ogledal večino sveta, na tem delu, bom rekel, soseske, pa nažalost še nisem bil. Zakaj smo se odločili za obisk ravno v teh dneh, ko se situacija z širitvijo virusa COVID-19 poslabšuje? Morda ravno zaradi tega. V času, ko se zapiramo vase, ko se oddaljujemo drug od drugega zaradi zagotavljanja varnosti, se nam zdi izjemno pomembno, da ohranimo občutek, da se ne odtujujemo, da ostajamo drug z drugim in da ohranjamo odnose, ki so izjemno pomembni. Porabje toliko časa z železno zaveso, v zadnjih 30 letih tako blizu, pa še vedno tako daleč, to že moj obisk priča, če do sedaj nisem utegnil priti sem, izgleda, da je res nekako daleč, mora priti nekako na zemljevid razumevanja Slovencev in Slovenije in mora postati del sveta, v katerem Slovenci živimo in ga obiskujemo. Meni je zelo žal, da večina naših sonarodnjakov vsako leto obišče Hrvaško morje, se voda tudi v Grčijo, v Porabju pa prav veliko Slovencev dejansko še ni bilo. In če to spremenimo, če ta odnos pripadnosti in odnos čez mejo na nek način izboljšamo, mislim, da bo dobro prav za vse. Danes sem se s pripadniki slovenske manjšine pogovarjal o različnih stvareh. Ena izmed njih je ohranjanje kulture, ohranjanje jezika, še bolj pomembna pa je ohranjanje standarda in dobrih življenjskih pogojev, ki bodo preprečili praznjenje tega življenjskega prostora in odhajanje mladih s trebuhom za kruhom drugam, kjer so pogoji začasno boljši. Zelo pomembno je, da obe vladi, tako madžarska kot slovenska, pripoznavata ta problem in da ga naslavljata s pravimi gospodarskimi in demografskimi politikami. Vendar, politike in zapisane deklaracije so eno, dejanja v praksi so včasih lahko tudi drugo. V Državnem svetu Republike Slovenije, kjer zastopamo zelo različne interese in različne sfere družbenega in ekonomskega življenja, smo mogoče prava vstopna točka tudi za interes manjšine in pravi gumb, na katerega je možno pritisniti, da se odnosi in pogostnost in kakovost odnosov v prihodnosti izboljšajo. Tako da smo načeli nekatere teme, na podlagi katerih se lahko srečamo tako v Državnem svetu kot državni svetniki tukaj pri vas in da začnemo z konkretnimi oblikami sodelovanja v obojestranskem interesu. Zavedamo se, da bo kriza, ki jo povzroča COVID, prinesla svoje hude posledice tudi na gospodarskem področju in s tem tudi na standardu življenja ljudi. In če želimo te posledice preprečevati, moramo začeti sodelovati bolj intenzivno že sedaj. Tako da jaz bi svojim gostiteljem, tudi generalni konzulki in slovenskemu veleposlaniku, se zelo zahvalil, da si je bil ta obisk omogočen. S kolegom svetnikom sva danes zvedela marsikaj, kar prej nisva vedela. O življenju v Porabju vemo iz javnih medijev, vemo iz tistega, kar je dostopno iz literature. Po pravici povedano, doslej nobenega Porabca dejansko osebno nisem poznal. Žal mi je, da tako in upam, da se bo to spremenilo in da bomo pri vas še kdaj in bolj pogosto.